Ta avto je čisto res dražji od mojega stanovanja. Are you listening? You crazy mother. Jaz se današnjega vloga ful veselim. Zaradi enega razloga, ker v goste prihaja velika črna nemška, vidiš, limuzina. Mercedes-Benz S-razred. Z avtom potujete 10 let naprej, ker namreč vse tehnologije v tem avtomobilu, ki jih vidite danes, bo imeli normalni avtomobili v 10 letih skoraj siguren. Naprimer, S-razred je bil prvi avto na svetu, ki je bil serijsko opremljen z ABS-om in to že davnega leta 1978. Jaz takrat še niti spočet nisem bil. Tako da S-klasa je vedno bila glasnik prihodnosti. Vožnja z njim je tako kot potovanje s časovnim strojem. Torej, usede se in se odpelješ 10 let naprej. Ampak na drugi strani se pa treba zavedati, da tukaj za mano stoji praktično nespremenjena zadnjih 5 let. Kar pomeni, da se je tukaj se en čas ustavil. In zato, ker se je čas ustavil, so določeni konkurenti ta avto v bistvu dohiteli. Pri tem predvsem mislim BMW serijo 7, ki je tehnološko, moram priznati, naprednejši avto od trenutne S-klase. Zdaj za mano stoji 6. generacija, ki je v bistvu začrtal modelno oziroma oblikovno, če vidite to rit tukaj, vse bodoče Mercedese, ki so nastali po tem letu. Tudi tukaj je v bistvu tako trendsetter. Druga stvar, ki je tukaj pomembna, je to, da je pri tem avtu imel kar veliko prstov vmes Robert Lešnik. Robert Lešnik je ti slovenski oblikovalec, ki je v bistvu eden glavnih pri Mercedesu za to, da ti avtomobili nastajajo takšni, kakršni si in jim določa njihov slog za naslednjo desetletje. Najbolj pomemben podatek tega avtomobila je njegova cena. Namreč ta avto stane, pazimo, 170 000 evrov, 482 evrov in pa 24 centov. Dražji od Lumarjeve hiše, montažne, dajmo to, sem drke ke svina. Dejstvo. No, ampak prav ta cena mu daje tisti prestižen, kako bi se k temu rekel, žmoht, Ko vidite enega v S-klasi, veste, da je Zonder. Zdaj, tako Nemci so bili tako zelo nemško pragmatični in so rekli, da naj bo črka S za Zonder klase. Zdaj, če to direktno prevedem, je to v bistvu poseben razred. S-klasa je bila vedno za posebne ljudi. Pejmo v prihodnost, pejmo pogledati, kaj nam bo povedal testen avto. Definitivno najboljša stvar tega avtomobila je njegovo dizelsko srce. Testen je imel 6 cilindrov, ki so sebi stisnili 340 konov, to je 250 kW, če vas kaj prav zanimajo te številke. To se sicer ne sliši toliko veliko, ampak kad temu daš še 700 Nm navora, pomeni, da ta avto vleče skozi. In v kombinaciji z 4MATIC pogonom, 4-kolesnim pogonom, pa 9-stopenjskim menjalnikom, ki je za moje pojme najboljši menjalnik na svetu, je prav motor tega avtomobila največja poezija. In na konc dneva, pazi, tudi če ga ful preganjaš, torej pomeni, da si kar precej divji s tem avtomobilom, tam več kot 9 litrov ne bo šlo, ali pa prej dosti manj. Zdaj ful ne smemo biti malenkosti, Če se spravimo na videz tega avtomobila, ta avto zgleda tako mega, da si na njega vse prilimajo. Sem toliko pogledal, kakor jih je ta avto požel na križiščih, nežnejšega spola. Tako, ta seksi faktor, faktor tega glamurja, faktor Guccija, faktor, kaj naj rečem tega, 10. Tukaj nimam nobenih komentarjev. Avto je seksi, mislim, temu, vsaj dizajnu, zunanjemu dizajnu, nič ne moramo očitati. Je pa specifična, tako kot je specifična Gucci torbica, ali pa tako kot so specifične luksuzne dobrine. Vsem ne bo všeč, tistim lastnikom Volvo tam mogoče bo to malo preveč kičast, mene pa na nek način všeč. Pej pa še malo notranjost. Noter je kup enega prešitega usna, lesa in res visoko kakovostnih materialov. Občutek je tako, da bi sedel v eni taki zelo fancy Gucci torbici.
pač, mislim, na najvišjem nivoju. Izbira materialov, način, kako so te stvari vdelane, prešite, kako se skupaj v bistvu na nek način pade skupaj. Ta vonj po tej neki drugačnosti, po neki tej ekskluzivnosti, po tej neki bogatosti, čisto res je pravzaprav specifika tega avtomobila. In tukaj se mogoče tudi razlikuje z BMW 7. Nivo obdelave materialov, lesa in vse skupaj pač enostavno temu avtu res dobro sede. Prav posebno poglavje so sedeži v tem avtomobilu. Sedeži v tem avtomobilu so naravnani za absoluten komfort. Od masažnih do tega, da se dinamično prilagajajo v bistvu načinu vožnje, kar pomeni, da vozniku in sopotniku v bistvu nudijo oporo v ovinkih. Pustimo detajle, kaj se dogaja na zadnji klopi. Tam je pa čista pornografija. Voznik, malo več teme bi prosil. Seveda, gospod. Zdaj, prava erotika tega avtomobila se dogaja vsekakor v zadnjih sedežih. Namreč na zadnjih sedežih se voziš kot predsednik. Torej, lahko premikaš spreden sedež, torej sovoznikov sedež lahko pomakneš čist naprej. Seveda si lahko nastaviš naslon teh sedežev, in na koncu dneva imaš tako, res, prostora, tako, like a king. Tako še ena zanimiva stvar, ki mogoče povem čisto na koncu vloga. Pustimo ceno, pa tako naprej. Ta avto ti da en tak ugled, in tudi na drugi strani tebe spremeni. Medtem, kar recimo BMW-ovi vozniki vedno zelo radi ful na gas pritiskajo, Mercedesovi niso taki. Ja, tako da ta avto te zelo karakterizira in v bistvu ti da eno tako zen kulturo.